Danes se počutim kot doma. Doma zaradi tega, ker je moja domačija, moj dom, samo nekaj kilometrov od tod. Marija Snežna in Sveta Trojica, romarsko središče, kamor sem v mladostnih časih hodila peš na romanje, prositi za najboljše stvari, za Svetega Duha, za tisto, kar mi bo prineslo življenje. In tukaj Sveti Duh vedno deluje, tri Božje osebe in tudi danes so z nami in to nas krepi in nam daje moč. Ni slučaj, da so me vedno znova ganile pesmi Toneta Kuntnerja, našega rojaka, pesnika Slovenskih goric. Ne boš odšel lačen, ne boš odšel žejen, človek popotni z Marije Snežne. Tu se naužiješ lepote in mira, napiješ resnice iz čistega vira. To je napisal za Marijo Snežno in isto velja tukaj za Sveto Trojico, kar smo danes že izkusili s tako lepimi pripravami, lepim sprejemom, tako da Trojičani, hvala vam za vaše gostoljubje. Iskreno in še posebej pa sem vesela, da ste letos Trojičani, oziroma zdaj že lani, izbrali našega župana Davida Klobaso za vašega župana. Tudi jaz sem ga podpirala, vesela sem, da je izvoljen, ker prihaja iz zelo delovne družine, ki ne čakajo križem rok, kaj bo država storila, ampak znajo delati in to svojo delo, energijo je prinesel tudi sem med vas. Jaz ga samo opozarjam, naj ne pregori, ker mora opraviti več mandatov, ni treba vse v enem letu narediti, David. To pa pomeni, da Trojičani zaupajo krščanskim demokratom. Pozna se tudi dolgoletno delo patrov frančiškanov na tem območju. Pozna se, da je to kraj molitve, kraj srečevanj, kraj prijaznih in dobrih ljudi. In David, ti si sprejel veliko odgovornost in sem prepričana, da bo vaš kraj se še polepšal in še bolj zaživel prav po tvojo župansko taktirko. Veliko sreče ti želim. In povsod tam, kjer ima Nova Slovenija svoje župane, občine dobro napredujejo, zato ker nič ne gre v stranske žepe, ampak vse delajo za dobrobit ljudi. In tako je prav in Bog daj, da bi imeli več takih županov, županov Nove Slovenije, ki mislijo na ljudi in ki delajo za ljudi. Hvala vsem in hvala tudi vsem svetnikom, ki se trudite v občinah. To je podoba res Nove Slovenije, kot je že prej poudaril predsednik. To smo mi, krščanski demokrati, ki nam ljudje zaupajo. Tudi v zgodovini so ljudje zaupali krščanskim demokratom in vedno znova sem hvaležna Lojzetu, ki je takrat odigral tako pomembno vlogo in nam zgradil domovino, postavil temelje, začetke nove države. Potem je oral pa temelje tudi na evropskem nivoju, tako da Lojze, hvala tudi tebi. 3 mandate so ti ljudje zaupali vlogo evropskega poslanca, morda tudi naprej, upam, za vse na 8. In ljudje so zaupali krščanskim demokratom tudi v Evropi. Ni slučaj, da je prav krščanski demokrat, francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal, naj ljudje namesto vojn, narodi Evrope namesto vojne,
uporabijo premog in jeklo in namesto, da bi iz tega delali orožje, gradijo sodelovanje, skupnost in prihodnost. A veste, koliko zaupanja je moral imeti, da je ta ideja za tiste čase morda nenormalna, nenavadna, po zaključku druge svetovne vojne obrodila sadove, da so ga poslušali, da so tudi drugi krščanski demokrati se povezali in to idejo v Evropi uresničili. Zato Evropa živi v blagostanju, primerjavi z drugim svetom, žal ne za vse ljudi, pa vendarle, če pogledamo druge celine, druge države izven tega, mi živimo v največji demokraciji, najbolj so spoštovane človekove pravice in zaenkrat ljudje lahko najbolje živijo in ustvarjajo svojo prihodnost. To je delo krščanskim demokratov, ki so jim Evropejci zaupali. Zato je ta dediščina tako zelo pomembna tudi za nas. Za nas, kajti mi to delo uresničujemo v Sloveniji. Mi to delo nadaljujemo in želimo nadaljevati v Evropi. In če bo Evropa še naprej sodelovala, se povezovala, uresničevala te ideje, spoštovala tudi se med seboj in druge narode, potem imamo prihodnost. Jaz v takšno Evropo verjamem. Verjamem v slovensko kulturo, v slovenski jezik, v našo dediščino. Sem na to ponosna. Lahko smo pa ponosni tudi na Evropo. Toliko narodov, toliko različnih jezikov in znamo sodelovati. Znamo izmenjavati izkušnje. Mladi gredo po Evropo, projekti so prepletli Evropsko unijo. Glejte, to so tako pozitivne stvari, ki jih nobeni problemi, nobene krize ne morejo in ne smejo izničiti. Res, da je v zadnjem obdobju bilo veliko izzivov. Migrantska, finančna, Grčija, Brexit in podobno, ampak glejte, Evropa je do sedaj zmogla. In želim, da se bo Evropski parlament tudi po teh volitvah tako ukrepil, da ne bodo zmagale sile, ki razdirajo in ne vidijo 5 korakov naprej, ampak vidijo samo svojo sebičnost. Krščanski demokrati smo za sodelovanje, za medsebojno spoštovanje, za to, da lahko ljudje varno in v miru živijo, za to, da bodo naši vnuki imeli prihodnost, ki si jo zaslužijo, prav tako, kot smo jim imeli lepa leta v času miru in blagostanja. Zahvaljujem se vodstvu Nove Slovenije, ki me je predlagalo za nosilko liste. Zahvaljujem se tudi vsem kandidatom, ki smo skupaj stopili na našo listo. Vsak posebej je izkušen, vsak posebej lahko zastopa barve krščanske demokracije v Evropski uniji in bi na vsakega posebej lahko bili tudi ponosni. In jaz upam, da nas bo čim več, če bi nas bilo 8, pa vemo, da to ni realno, če bi bili 4, odlično, če bosta ali pa bova 2, super, ampak pomembno je, da mi opravimo svojo nalogo. Tudi mi moramo biti odgovorni za našo domovino, za naš dom, tudi za širšo evropsko domovino, ki je tako bogata s kulturo, ki je zrasla iz krščanskih korenin, iz vrednot, ki jih mi spoštujemo. Torej, vse to mi želimo obuditi. Potrebna Evropa mora ponovno razpravljati o teh vrednotah. Vse to mi želimo. In Evropska ljudska stranka temelji na teh vrednotah, zato je pomembno,
da ima Nova Slovenija v Evropskem parlamentu čim več. Bojim se, da se lahko zgodi, da bomo ostali edini v Evropski ljudski stranki iz Slovenije. Upam, da ne, lahko se pa tudi to zgodi. Torej, prihodnjo nedeljo gremo člani, simpatizerji, pristaši krščanske demokracije na volitve. Mi vemo, da bomo obkrožili številko 8. Če se boste ustavili že pri prvi številki, bom seveda zelo vesela. Vsak ima svojo svobodno voljo. Vsak izmed mojih sokandidatov je vreden tega, da pride v Evropski parlament, če nas bo pa več, potem bo pa krščanska demokracija še močnejša v Evropski uniji. Ja. Potrdili ste, da se z menoj strinjate in kot je prej pevski zbor iz meni bližnje Svete Trojice, ki je sosednja fara od moje Marije Snežne, pel je o Štajerski, o domu, o domačem okolju, domačih praznikih, o lepi Sloveniji. Na vse to smo ponosni in mi, poslanci, lahko delček tega predstavimo tudi v Evropi. Jaz sem to že počela in bom počela in Evropa je lahko na nas, Slovence, ponosna. In leta 2008, ko smo predsedovali, smo to nalogo izvrstno opravili in takrat so vsi rekli, ja, Slovenija, majhna država, uspešna, lepa država, torej imamo vse možnosti, da to podobo v Evropi utrjujemo. Hvala vsem, da ste prišli, vi boste to vzdušje ponesli naprej, Sveta Trojica je z nami, kdo je lahko potem proti nam?